Poglejmo, katere škodljivce smo našli na vrtu. Smo konec maja, v začetku junija, ko pravzaprav množično na vrtu so prisotne uši. Tukaj imam špinačo, na špinači se pogosto pojavijo na listih, listi so zgubani, tudi neprimerni za uživanje. Jaz na srečo tokrat nimam uši, pa bom tudi povedal, zakaj ne. Kar se tiče teh škodljivcev, se trenutno pojavljajo tudi na ribezu. Tam bomo kasneje pogledali specifične mehurjaste tvorbe in kako prepoznamo škodljivca. Vsekakor pa v tem času kar nekaj škode dela tudi koloradski hrošč. Prve odrasle osebke na krompirju smo že opazili, tako da bomo pripravili ekološko škropivo, ki učinkovito, izjemno dobro deluje na tega škodljivca, pravko tako pa tudi na uši. No, uši na špinači ni, zato ker sem že mlade rastline poškropil z izredno učinkovitim sistemičnim insekticidom, ekološkim, ki je tudi za to registriran. Gre za Nimazal z aktivno osnovjo azadirahtin v tekoči obliki. Pokazal bom, kako ga rečemo, kako škropimo. To bom naredil na primeru krompirja. Drugače pa se uši na vrtu pojavljajo tudi na fižolu. Črna fižolova uš in grahova uš delata največ škode na stročnicah. Zasledimo tudi različne druge na drugih rastlinah. Največ sem jih opazil tudi na jablani, tam se zavijajo v liste in prav tak pripravek, ki deluje sistemično in je pač ekološki, prodre v liste in enostavno deluje tudi na uši, ki so skrite. Vsi ekološki pripravki, ki jih imamo domači ali kupljeni, pa delujejo kontaktno, večina njih, in pravzaprav na ta način, če ne zadanemo škodljivca, mu tudi ne preprečimo škode. Tako da, če že izberete pripravke, izberete tiste, ki so ekološki, ki pravzaprav prinašajo učinek, in eden izmed takih je tudi Nimazal in z njim bom sedaj pripravil škropivo proti koloradskemu hrošču. Pred škropljenjem vedno pogledamo, če se na krompirju že pojavljajo kakšne odrasli koloradski hrošči ali pa mlade ličinke, kajti pripravek Nimazal najbolj deluje na mlade ličinke in tako jih zelo hitro odpravi z vrta. No, pa poglejmo najprej, katere sorte imamo. Tukaj imamo krompir Twister, gre za zgodno sorto, ki je odporna na krompirjevo plesen, tako da proti plesni ni treba škropiti, zelo dobro se razrašča, ima, vidimo, visoko cimo in je že strnila vrste. Če uporabimo kakšno ekološko škropivo proti koloradskemu hrošču, zelo težko prodremo v notranjost vrst. Tukaj pa bo naravni ekološki insekticid, ki je zato tudi registriran, odlično deloval, saj prodrejo skozi liste v rastlino in tako pravzaprav mlade grizoče ličinke zaužijajo aktivno snov azadirahtin in enostavno se hitro znebimo na krompirju. No, pa tukaj naprej pa vidimo, kakšna je razlika. To je kifelčar oziroma sorta kresnik, je nekoliko niže rasti, ne razrašča se tako bujno. Na koncu pa imamo še sorto Arov, to je krompir, ki pravzaprav rodi tam 60 do 70 dni po sajenju. Jaz sem prve odrasle osebke koloradskih hroščev že opazil, tako da bom prvič škropil zdaj, potem naslednjič pa čez 7 do 10 dni in na ta način se bom kaj hitro znebil koloradskih hroščev na krompirju, da se ne prerazmnožijo, saj nam drugače lahko kaj hitro pokosijo celoten krompir, če se izrazim po domače, in potem imamo manj pridelka, kajti listi so tovarne hrane in če ni listov, potem tudi ni pridelka. Zdaj pa grem pripraviti Nimazal in poškropiti krompir in pa ostale rastline na vrtu. Ko pričnemo pripravljati škropivo proti koloradskemu hrošču, vedno preverimo tudi navodila za uporabo. Če odstranite tukaj etiketo, so navodila obširna in pri krompirju piše, da uporabimo 25 ml
na 100 kvadratnih metrov, na tam približno 7 litrov vode. Tukaj imamo 50 ml pripravka, to je za 200 kvadratnih metrov, potem bo treba škropiti kar hitro, da boste porabili celotno količino. No, vse skupaj, jaz pa imam tukaj približno 15 kvadratov krompirja, tako da bom odmeril nekaj mililitrov pripravka. Vedno si to preračunajte, da ne pretiravate, tako da imate take merilne valje in potem odlijte ravno toliko oziroma nalijte, kolikor potrebujete, da koncentracija ni premočna. Vsekakor pa je dobro, da se škropi vedno zvečer, ko ni prisotnih kakšnih čebel in ostalih zadev. Vse skupaj potem zlijemo v vodo, znotraj že polovica vode, ostalo polovico dodam naknadno, vse sperem, da ne ostane kaj škropiva in nič ne mečemo stran, vedno porabimo vse, dolijemo še preostali del vode, potem pa dobro pretresemo in v enkratnem škropljenju porabimo celo količino škropiva, nikoli ne puščamo za naslednji dan. Delamo tudi z rokavicami, tudi če je ekološki pripravek. Seveda pa preberemo tudi navodila za uporabo, da vidimo, zakaj je uporaben. In tukaj vidimo, da je pripravek Nimazal uporaben za proti mladim ličinkam koloradskega hrošča, ima široko registracijo za uporabo tudi na zdravilnih zeliščih, potem na zeliščih za svežo rabo, v špinači, na sorodnih rastlinah na prostem, potem v zelju, ohrovtu, brstičnem ohrovtu na prostem in tako naprej. Uporabimo ga lahko tudi proti različnim škodljivcem na vinski trti in tako naprej. Vedno preberite registracije in ta ekološki insekticid naravni je pač registriran in tudi zelo učinkovit, tako da ne pozabite tega preveriti. Potem pa enostavno začnite s škropljenjem. Jaz bom tokrat poškropil krompir, potem še ribez. Mislim, da sem opazil nekaj uši tudi na jablanah, vrtnicah, tako da enostavno ukrepajte tam, kjer jih vidite, in upoštevajte seveda vedno tudi registracije. Tako, zdaj pa lahko začnemo, da uši ne bo na vrtu in da bo enostavno vrt dobro uspeval. Vsekakor pa ne bo tudi koloradskega hrošča na krompirju. Kot sem rekel, prvič bom poškropil sedaj, potem pa naknadno čez 7 do 10 dni. Pripravek Nimazal na vrtu uporabljamo 2 do 3krat na sezono in dosežemo tisti učinek, ki ga želimo. Tukaj že vidimo škodo na ribezu. Na ribezu opazimo take barvite, mehurjaste tvorbe. Marsikdo misli, da gre tukaj za bolezen, ampak če pogledamo na spodnjo stran lista, vidimo, da so prisotne uši, drobne, in zdaj v tej fazi enostavno je dobro čim prej ukrepati, da rastlina normalno raste, plodov še ni, ne zorijo, tako da poškropite celo rastlino in na ta način aktivna snov azadirahtin prodre v notranjost rastline, deluje sistemično in se pravzaprav znebite uši na ribezu. Če opazite uši na aroniji, ravno tako škropite na jablanah, tako da vidimo, da je dovolj, če poškropimo zdaj enkrat, potem pa, kot sem rekel, čez 7 do 10 dni ponovno. To je tipični primer napada uši na rdečem ribezu. Na črnem ribezu ne opazimo takih tvorb, tukaj pa enostavno gre za to, da to zelo zlahka prepoznamo in tudi zelo hitro rešimo. Če ukrepamo ta pravi čas in na pravilen način, uši enostavno niso več problem, ti lepše se razvija, ti mladi poganki, rastlina normalno napreduje v rasti, tudi potem rodni nastavek se formira čez poletje, je boljši za naslednje leto, tako da enostavno
Poškropimo pa zvečer, da ne povzročamo kakšnih ožigov na listih. Vidimo, da je zdaj res tak idealen čas. Nikoli pa ne poškropimo, da kaplja in curlja od rastline. Zelo hitro poškropimo in enostavno porabimo na predvideno količino, ki smo jo tudi preračunali. Gremo pogledati, kaj se dogaja še na jablanah in pravzaprav počasi končujemo s tem nasvetom. Uši sem opazil tudi na jablani, tukaj gre za stebričasto jablano. Uši so v družbi mravelj, za to jablano bo treba pripraviti večjo škropilnico, kajti ta je premajhna, je samo za intervencije na zelenjavnem vrtu. Vidimo pa, da se tukaj uši pojavljajo na mladih pogankih. Kasneje pa vam na koncu nasvete razložim še, kako učinkovito preprečimo dostop mravljam v krošnjo dreves in kako pravzaprav sodelujejo z mravljami, da je potem uši več in da je tudi škode več. Zdaj pa poglejmo, če se uši pojavljajo še kje na vrtu. Aronija vidimo, da je trenutno varna, na aroniji uši ni. Poglejmo, kakšna je situacija na okrasnih rastlinah, vrtnicah in potem ponudimo še zaščito proti mravljam, ki plezajo na drevo in ravno tako sodelujejo z ušmi in da naredijo praktično posredno nekaj škode. Kar se tiče vrtnic, sem opazil prve uši na konicah, na mladih pogankih. Pri vrtnicah enostavno predvsem pazimo, vsaj jaz pazim, ko škropim po cvetovih, preverite, da slučajno ne povzročate ožigov. Kar se tiče okrasnih rastlin, lahko se poškropi točkovno in pravzaprav predvsem so uši prisotne v tem zgornjem delu, kjer so lahko tudi po listih nekoliko niže, da aktivna snov prodre v rastlino in to je tisto, kar pravzaprav je treba narediti v tem času, da se uši na vrtnicah ne prerazmnožijo in nam ne delajo škode. No, pa preprečimo še dostop mravljam v krošnjo dreves. Jaz uporabljam kar Kompo bioleplilo v spreju, ki je pravzaprav zelo primerno za ustavljanje tega škodljivca. Zakaj? Zato, ker mravlje delujejo v simbiozi z ušmi, hranijo se z njihovo medeno roso in pravzaprav to je razlog, da enostavno poškropimo. Jaz sem že predhodno škropil na češnji in sem videl, da dejansko so se mravlje ustavile, ne prehajajo čez to lepilo. Za boljši učinek pa je dobro vse skupaj ponoviti še v naslednjih 24 urah. Tukaj je nekoliko ožje deblo, drugače pa na širšem deblu zelo enostavno škropimo, da nam ne kaplja po tleh. Za boljše delovanje je dobro, da v 24 urah potem škropljenje ponovimo. Jaz sem naredil kar ozek pas v širini 2 prstov in na ta način bom mravljam preprečil dostop v krošnjo dreves. Uši bodo manj intenzivno sesale sokove. To lahko naredite tudi na drugih rastlinah. Kar se tiče uporabe, pa tukaj na navodilih piše, da delujejo tudi proti drugim škodljivcem, raznim pedicem, zavijačem, ki plezajo po deblu, tako da pravzaprav je dobro, da ukrepate na problematičnih rastlinah in tako na več načinov. Kar se tiče tega biolepila v spreju, naj povem, da je to nekako tudi boljša rešitev kot kakšni trakovi, ki jih lepimo, bolj nekako ekološka. Deluje pa, kot sem rekel, 6 mesecev. Na češnji sem že opazil, da se mravlje ustavljajo. Tukaj vidimo, kaj se zgodi. Preprečen jim je transport navzdol s krošnje in tako bo pravzaprav ta sodelovanje z mravljami in ušmi prekinjeno in bodo tudi posledično uši delale na drevesu manj škode.
to gotovo lepilo spreju brez insekticidnega učinka. Seveda pa, kot sem že rekel, vedno brizgamo neposredno na deblo, tam zapolni vse tiste špranje, tako da se mravlje res ne morejo prešvercati na drevo. Seveda pa lahko oškropite tudi oziroma brizgate tudi neposredno na kakšne pasti vseh vrst in tako pravzaprav ujamete mravlje, ki pravzaprav delajo škodo na vrtu ali pa kje drugje. Tako da vidimo tukaj, da je zadeva efektivna. Jutri bom še preveril, pas je dovolj širok, mravlje so se ustavile in bom rekel, te simbioze z ušmi ne bo več, kar mi je zelo všeč, in bodo uši delale tudi manj škode na sadnem drevju. Tako, to je bilo nekaj utrinkov sadnega in zelenjavnega vrta na temo uši, koloradskega hrošča in pa drugih škodljivcev in pa predvsem rešitve, ki vam lahko pomagajo do boljšega pridelka.